Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. To je dnevno informativni podcast Večer zjutraj. Veseli smo, da ste v naši družbi. Danes je četrtek, 11. september 2025. Moje ime je Matija Stepišnik. Tokrat podcast Večer zjutraj pripravljamo v Evropskem parlamentu v Strasburu. Kaj je v letnem nagovoru o stanju v EU povedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen? Kaj je sporočila, kakšni so bili njeni poudarki? O tem z bruseljskim dopisnikom Dela Petrom Žerjavičem. Kako evropski parlamentarci gledajo na vse bolj zaostrene razmere v Srbiji? In še, kako globoka je kriza, v katero se je po ponovnem padcu vlade pogreznila ena od evropskih velesil, Francija. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na večer.com. Evropske poslance in javnost je včeraj v Strasburu nagovorila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Gre za že tradicionalni letni nagovor o stanju v Uniji oziroma za tako imenovani State of the European Union, v katerem je nemška političarka počrtala aktualne razmere v povezavi in po svetu ter potrdila prihodnje načrte v razburkani mednarodni skupnosti. Ursula von der Leyen ima kot najbolj izpostavljena predstavnica evropske politične administracije veliko nastopov in govorov, a njen septemberski prihod v Evropski parlament v Strasbourg velja za enega najbolj odmevnih. Povzemam, Evropa se bori se za svobodno in neodvisno Evropo. To je boj za naše vrednote in naše demokracije, boj za našo svobodo in našo sposobnost, da sami odločamo o svoji usodi, so bile prve besede v več kot uro dolgem nagovoru evropskim parlamentarcem. Dodajmo, v času zasedanja Evropskega parlamenta v Franciji sta se sicer zgodila še dva varnostna incidenta. Izraelski napad na Doho in vdor ruskih dronov v poljski zračni prostor. Z nami v Strasburu je Peter Žerjavič, dolgoletni dopisnik Dela iz Bruslja. Predtem je Žerjavič kot dopisnik delal tudi v Berlinu in Zagrebu, na začetku kariere pa je bil tudi notranje politični novinar Večera, a tega je že davno. Pomagal nam bo oceniti in analizirati temeljne poudarke tokratnega nastopa Ursule von der Leyen v Evropskem parlamentu v Strasburu, tako imenovani State of the European Union. Peter, dober dan, po štajersko bi rekli servus, dobrodošel pred našim mikrofonom. Ja, servus, zdravo. Najprej, koliko govorov predsednice Evropske komisije, tako imenovanih State of the Union, kot sem dejal, si doslej spremljal? Se tega sploh spomniš? Se ti je kateri po čemerkoli bolj stisnil v spominu drugih? Ja, po mojem sem vse spremljal v teh letih, zdaj v Bruslju sem 13 let, tako da več kot 10, oziroma niso vsako leto, ne? Ker pač tisto leto, ko je predsednica Evropske komisije bila izvoljena govora, ni bilo, imela samo govor o svojem programu. Bi pa seveda rekel, da se mi je zagotovo najbolj vtisnil spomin tisti iz časov COVID-a, recimo leta 2020, to je bilo posebne okoliščine, govor je tudi bil v Bruslju, ni bil v Strasburu in poslanci, le redki so bili tam tudi fizično navzoči, so imeli maske in to so bile neke posebne okoliščine, ki smo jih zdaj v teh letih že pozabili. Ok, če se lotiva današnjega govora, sredinega govora Ursule von der Leyen, torej letnik 2025, katere poudarke bi izpostavil, bo kakšno sporočilo, ki ga je danes poslala v mednarodni eter, posebej odmevalo? Pravzaprav bi rekel, da ravno izstopa v tem, da ne izstopa ravno. Ne? Po mojem bo v smislu odmevnosti zagotovo, glede na situacijo, kakšna je v Evropi, v Gazi, v javnem mnenju, bodo odmevali predlogi za sankcije proti Izraelu. Von der Leyen, Ursula je bila dolgo časa tudi tarča kritik, ker je pač imela neko recimo zadržano držo do kritik Izraela. Bomo seveda še videli, kaj bo nastalo iz tega, kajti odločitev o glavnih sankcijah je v rokah držav članic, te pa doslej niso mogli sprejeti niti sankcij oziroma izključitve Izraela iz dela raziskovalnega programa Obzorje. Ok, vemo, da ima trenutni, torej drugi mandat nemške političarke na čelu Evropske komisije drugačne poudarke in strateške usmeritve kot prvi. V ospredju so obramba, konkurenčnost, varnost, industrija oziroma gospodarstvo. Zeleni prehod in digitalizacija sta bolj v ozadju, kot sta bila v prvi mandatni 5-letki. Te je v današnjem nastopu kaj presenetilo? So bile kakšne teme, ki jih je morda popolnoma izpustila ali pa omenila le bežno? Si kaj pogrešal?
Ja, mislim, te teme, ta novi poudarki, ki so pač posledica tudi neke realnosti in tudi rezultata lanskih volitev, tega premika v desno, kjer se pač izpostavljajo, je malo drugačna večina za drugačne teme. Glede na siceršnjo retoriko se mi zdi omembe vredno, da je bila zelo na obrobju širitev, čeprav tudi komisarka Marta Kos oziroma Evropska komisija nasploh poudarja, kako je zdaj širitev Evropske unije tudi na Balkan, na Zahodni Balkan, geopolitična nujnost. Drugi zanimiv poudarek oziroma odsotnost se mi zdi, da ne glede na pritiske Ursula von der Leyen ni nikakor zmehčala tega pristopa do prepovedi klasičnih avtomobilov z motorji na notranje zgorevanje leta 2030, vendar vseeno se mi zdi, da se bo to v prihodnjih mesecih tu se še utegne kaj zgoditi. Torej, zeleni prehod se na nek način nadaljuje, ni to zdaj neka popolna pavza ali zastoj v tem delu evropskih politik? Pa ne, to je neka dinamika in sprotno pač tudi prilagajanje situaciji, pač da vidimo, da je v ospredju bolj skrb za industrijo, da zeleni prehod, ampak nekako tudi v skladu z industrijskimi interesi, temu se zdaj bolj reče čista industrija, ne, to zeleno nekako kontaminirano politično postalo, tako da, ampak mislim, da vsaj komisija je še vedno tisto jedro teh prizadevanj, da se Evropa temu ne odpove in da to vidi tudi kot neko konkurenčno prednost v prihodnosti, kar je glede na siceršnjo retoriko v Evropi nekako nasprotujoče temu, ne? Ampak mislim, da komisija na tej liniji še vedno vztraja. V čem se je v tvojem letošnji nastop mogoče še razlikoval od prejšnjih nastopov, oziroma kako drugačna je ta njena druga komisija, glede na prvo, za katero vemo, da jo je pospremila z besedami, da gre za geostrateško, geopolitično komisijo? Mislim, da se tudi ta geopolitičnost, zdaj glede na geopolitično situacijo, v kateri smo neposredno, kaže, ne? Se vidimo, kakšne težave imamo na vzhodu Evrope, Rusija nadaljuje agresijo, vojna traja že 3 leta in pol in nobenega znamenja ni, da bi prišlo do konca. V Belo hišo se je vrnil Trump, kar je seveda postavlja Evropsko unijo pod ogromen geopolitični pritisk, na drugi strani se je v celoti razkrila ta ranljivost, na eni strani trgovinska odvisnost, varnostna odvisnost, tako da mislim, da vse te področje, o kateri govorimo, na eni strani in obramba in gospodarsko konkurenčnost in konec koncev tudi okolje, ne, kot je seveda povezan tudi z energijo, to je postal nek splet, na katerega mora komisija kot nekako predstavnik vseh 27 držav članic najti nek odgovor, ki bo sprejemljiv za vse. To pa je cel ta trd oreh, ki ga mora streti in nekih prepričljivih odgovorov pa še vedno ne vidimo. Se ti je kateri del govora zdel posebej relevanten, recimo za našo državo, za Slovenijo, bo kakšno sporočilo imelo malo večji odzven tudi v naši javnosti? Jaz mislim, moramo vsekakor poudarjati, stalno Slovenija je malo odprto gospodarstvo, odvisno od izvoza, zato vse teme, ki so povezane na gospodarstvo, na konkurenčnost, na industrijo, imajo neposreden vpliv na življenja, na plače, na zaposlenost, na življenjski standard in dolgoročni razvoj Slovenije in zato seveda to so danes bili nakazani neki trendi, v katero smer bi prihodnje odločitve seveda lahko šle. Tudi vidimo, da glede na predlog prihodnega večletnega proračuna Evropske unije, to bo predlog je 2000 milijard evrov za 7 let, to so ogromni zneski, tu bi seveda ima Slovenija velike priložnosti, da si zagotovi financiranja za razne projekte. Med konkretnimi zadevami pa se mi zdi nekako, mi je padlo v oči tudi to, da recimo Evropska komisija je predlagala, da bi postavili starostno omejitev za uporabo socialnih omrežij. Zdaj, kaj bo iz tega nastalo, ne vemo, to je zaenkrat na ravni ideje, ampak glede na trende in sicer vsa tveganja povezana s socialnimi omrežji, je to neka relevantna informacija oziroma predlog. Zagotovo zanimivo tudi za naše mlajše bralce in poslušalce. In če so že pri njih, pa seveda tudi vseh ostalih, kot izkušen dopisnik nam pomaga razložiti, zakaj je ta State of the European Union v bistvu pomemben. Veva, da to vrstni nastop izhaja nekako bolj iz ameriške politične tradicije. V Evropo je takšna praksa prišla kasneje. Se ti kot dolgoletnemu dopisniku zdi, da imajo ti govori nek značaj prestižnega nastopa, nek zelo realen odmev v javnosti, ali gre za neko simbolno točko v evropskem koledarju, za protokol, ki ga pač komisija mora odkljukati?
Ja, to je pa seveda več ravni te debate, to je bil seveda nek odgovor na ameriško stvar in na začetku se nekako ti govori niso ujeli, mi imamo seveda tudi povsem drugačno ureditev, Evropska unija ni predsedniški sistem, kot so Združene države, nima enega predsednika, ki bi nekako govoril v imenu vseh, ne samo na ravni EU, ampak seveda EU so predvsem države članice, ne, in imamo del pač suverenosti, pristojnosti prenešenih na raven EU, zato ni primerljivo. Se mi pa zdi s kriznimi leti, ne, z vsemi krizami, ki sledijo v Evropski uniji in njenem okolju drugi, oziroma sedaj že vse prepletajo med sabo, energetika, migracije, vojna in tako naprej, so ti govori vendarle pridobili neko relevantnost in seveda se tudi ne samo ta bruseljski balonček, ki to temeljito spremlja, ampak tudi nekako širše ljudi, ki jih zanima Evropska unija, vendarle čakajo neke poudarke in smernice, smeri razvoja, kam bodo šle v prihodnost, ne, prihodnje. Dobro, še to mogoče za konec. Je ta govor namenjen bolj notranji javnosti ali mednarodni? Koliko doseže državljanke in državljane, med katerimi se sploh v zadnjih letih širijo tudi populistične, evroskeptične in celo protievropske ideje? Ja, jaz pač mislim, da ker gre, če gledamo govor, ki je na skoraj 30 straneh, trajajo več kot 1 uro, skoraj 1,5 ure, vidimo, da tu so neka tudi čustvena sporočila, ampak samo jedro so pa neki, recimo bolj temu tehnokratski, zakonodajni predlogi, rešitve za neke probleme, ki so, in mislim, da to je pa vseeno zanimivo predvsem za ljudi, ki so na takšen ali drugačen način povezani z EU, z njenim delovanjem, z njenimi politikami in njenimi odločitvami. Zato mislim, da nekako to splošno javnost vendarle še ne pritegne. Konkretno mogoče recimo to odločitev, ki so omenila o socialnih omrežjih, ali recimo Izrael, ki pač Slovenija in še številnih drugih državah članicah, Gaza, razmere v Gazi, posebej prizadene ljudi, ima nek poseben odnos do tega, zato mislim, da bo to tudi v Sloveniji in po vsej Evropski uniji odmevalo. Kar se pa tiče zakonodaje, pa seveda relativno, ne, odzovajo se ponovadi tisti, ki pa so, ne vem, prizadeti. Se mi pa zdi, da so pa ene teme, kot so energetika, recimo avtomobili, so pa, ker pač vsi ljudje plačujejo položnice za elektriko, za ogrevanje, kupujejo bencin, razmišljajo, kakšen avto bojo kupili, ali bo klasičen, ali bo hibrid, ali bo električen. Tako da vseeno se mi zdi, da je to neko zbližanje se vendarle zgodilo med to politiko, ki se dogaja recimo v Bruslju oziroma danes v Strasburu in tem, kar je v državah članicah, konkretno na terenu v slovenskih mestih, Mariboru in druge. Slišali smo nekaj seveda aplavzov, ki so prekinili ta govor, pa tudi nekaj protestnih vzklikov, če lahko tako rečemo, tudi kakšno opozorilo je predsednica Metsola izrekla. To je del neke folklore v bistvu. Ja, poglejte, Evropski parlament je raznorazna pisana druščina, tu so raznorazni politiki, raznoraznih strank, že skupine so pisane, ne, in to 720 poslancev in seveda se med njimi najdejo takšni in drugačni ljudje. V Nemčiji mislim, da ni volilnega praga, je skoraj 100 poslancev, verjetno pride tudi kakšen čudak, nekdo, ki nastopa na nek drugačen način, ali glede se ne ukvarja toliko z zakonodajnim delom in se poskuša bolj predstaviti javnosti oziroma pokazati, da je tam navzoč s takšnimi izpadi. Jaz mislim, da tudi ni v Evropskem parlamentu vse to dogaja, ni pa to nek splošen trend. V bistvu treba priznati, da Evropski parlament kot nek zakonodajno telo opravlja ogromno delo, ki ga je vedno več, glede na to, da je zakonodaje vedno več, ampak to je neka tema, ki ne pritegne veliko pozornosti, to dogaja se v nekih pisarnah, v nekem ozadju in je tako vidno, kot je pač nek vzklik ali nek pač škandal ali neko oblačilo, ki izstopa, ampak taka je pač medijska realnost oziroma siceršnja realnost politike kot vedno bolj šova in z socialnimi omrežji seveda to se še bolj razmahnilo. Taki videi so viralni in tako naprej, zato je pač temu, seveda je to zanimivo, ampak ni pa zato neka usodna okoliščina, ki vpliva ne na parlament, na EU, ne na njegovo percepcijo, po mojem, med volivci. Peter Žerjavič, dopisnik medijske hiše Delo, ki občasno dela tudi za televizijske programe. Hvala, da si vzel čas in nam pomagal razložiti to, kar se je dogajalo v Strasbourgu te dni. Hvala. Ja, hvala za vabilo in za zanimivo vprašanje. Do naslednjič. Ena od tem plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta so bile tudi razmere v Srbiji.
Evropski poslanci so bili kritični do eskalacije nasilja nad tamkajšnjimi protestniki, zatiranja novinarjev in neizvajanja reform, nujnih za članstvo Srbije v Evropski uniji. Evropska komisarka za širitev Marta Kos pa je kritizirala udeležbo predsednika Aleksandra Vučića na nedavni vojaški paradi na Kitajskem in njegove žaljivke na račun evropskih poslancev iz vrst zelenih. Pozvala je tudi k umiritvi napetosti v Srbiji, kjer se protesti nadaljujejo. Teme povezane s Srbijo in Zahodnim Balkanom je v Strasbourgu v živo spremljal naš novinar Jon Knez. Jon, povej nam, kaj se je dogajalo v zvezi s tem. So bili pri tej temi aktivni tudi slovenski evropski poslanci in kaj so povedali? Lepo zdrav, Matija. Pri tej temi so bili aktivni predvsem slovenski evropski poslanci. Poslanec Vladimir Prebilič je v torek organiziral sprejem za predstavnike srbske opozicije. Prišlo jih je kar nekaj, sprejeli so jih tudi iz ostalih političnih skupin, pojasnili so, kaj se v bistvu v Srbiji dogaja, kako in kaj, in na to so skupaj z gospodom Prebiličem predlagali 4 usmeritve oziroma 4 cilje. Eden od teh je, da bodo vršili pritisk na Evropsko ljudsko stranko, največjo stranko v Evropskem parlamentu, da razmisli, kaj bo z srbsko napredno stranko, to je vladajoča stranka v Srbiji, ki je pridružena članica EPP-ja. In pa eden predlog je tudi, da bi se v Evropskem parlamentu oblikovala skupina iz poslancev iz vseh političnih skupin, ki bi šla na Balkan, v Srbijo, da bi preverila dejansko stanje. Potem so pa predlagali zamrznitev financiranja Srbijo iz programa Rast, to je program Evropske komisije, s katerim financira države kandidatke za članstvo, in pa nazadnje so pa predlagali celo sankcije zoper državni in policijski vrh v obliki zamrznitve premoženja in prepovedi vstopa v Evropsko unijo. Temu sprejemu je sledila še razprava v Evropskem parlamentu, na kateri je komisarka Marta Kos ponovno obsodila nasilje in sovraštvo in ponovno pozvala k reformam v Srbiji, predvsem glede pravosodja in svobode medijev. Spregovorili so pa tudi nekateri ostali slovenski poslanci, kritična sta bila tudi Matjaž Nemec in Irena Joveva. Mi pa nekoliko izpostavil nagovor poslanca Mateja Tonina iz EPP-ja, ki je celo izjavil, da bi moral Evropski parlament biti na strani srbskih študentov. To je morda malo presenetljivo, ker se doslej poslanci iz EPP-ja niso kaj veliko oglašali na to. Je pa nekaj poslancev iz skrajno desnih skupin iz tujine bilo kritičnih, da in EU očitalo, da želi strmoglaviti legitimno izvoljeno oblast v Srbiji. Dobro, omenil si Evropsko ljudsko stranko. Pri tem velja pojasniti, da je vladajoča Srbska napredna stranka pridružena članica EPP, torej največje evropske skupine v Evropskem parlamentu. Se je ta že kaj odzvala? Bodo kakorkoli ukrepali v zvezi z zadnjim razvojem dogodkov? Ja, se je odzvala sočasno z tem sprejemom srbske opozicije. Malo predtem spregovoril predsednik in vodja poslanske skupine EPP-ja Manfred Weber in je izjavil, da nedavni dogodki v Srbiji kličejo k razpravi, da se zavedajo, kaj se dogaja, da spremljajo slike in da napovedal, da bo v naslednjih dneh sprožil nadzor delovanja predsednika Vučića in pa Srbske napredne stranke, katere Vučić sicer ni formalno več ni predsednik, ampak upravlja z vsemi vzvodi oblasti. Kaj se bo zgodilo, se še ne da napovedati, možno je vse, ampak ni izključeno, da bi morda EPP sprožil postopek izključitve SNS-a. Ni nemogoče. Jon, hvala lepa. Še veliko drugih poročil, komentarjev, analiz in tudi intervjujev iz Strasbourga lahko preberete v tiskanem večeru in na večer.com. V ponedeljek je francoski parlament ponovno odstavil francosko vlado. Podporo so premierju Françoisu Bayrouju odrekli tako na levici kot skrajni desnici. Glasovanje ni pustilo nobenih dvomov. Za nezaupnico vladi je glasovalo 364 poslancev, proti pa 194, kar kaže, da je bil njegov položaj politično neozdržen. Že v torek zvečer je politično oslabljeni predsednik Emmanuel Macron, ki leta 2027 končuje svoj drugi in zadnji mandat, predlagal novega premierja, dosedanjega obrambnega ministra Sebastiana Lecornuja, ki bo že 5. predsednik vlade v zadnjih 2 letih. Kar je le nazorna ilustracija politične in gospodarske krize, v kateri je ena od najpomembnejših članic Evropske unije.
Parlament je močno razdrobljen, skrajna desnica pod vodstvom Marine Le Pen pa še vedno v nezadržnem vzponu na oblast. Močno se spreminja tudi francoski geopolitični položaj in teža v mednarodni skupnosti. Bivši šef vlade Bayrou se je za glasovanje o zaupnici odločil po več mesecih nesoglasij glede novega proračuna, s katerim je želela vlada močno zarezati v javno porabo. Francoski javni dolg znaša 114% BDP, politična kriza pa še prispeva k stroškom njegovega financiranja. Francoski primanjkljaj krši fiskalna pravila Evropske unije, kar pomeni, da na vladajoče strukture v Parizu pritiska tudi Bruselj. Varčevalni ukrepi, med njimi ukinitev 2 praznikov oziroma dela prostih dni, in sicer velikonočnega ponedeljka in 8. maja, dneva zmage, posegi v socialne pravice in višji davki so bili sprožilec novega političnega preloma in družbenega revolta. Napoved reforme francoskega socialnega modela, ki temelji na močni državi, javnih storitvah in zaščiti delavcev, je poleg dela politike razbesnela tudi sindikate in gibanja. V sredo so tako v Franciji potekali splošna stavka, protesti in blokade cest. Že dopoldan je bilo v državi aretiranih 200 ljudi. Francija je sicer ena od tistih držav, ki imajo močno tradicijo protestov. Kriza Francije, ki je ob Nemčiji dolgo veljala za motor Evropske unije, je gotovo tudi simptom kondicije celotne povezave. To je bil Večer zjutraj 11. septembra 2025, tokrat v celoti posvečen Evropski uniji in mednarodni politiki. Takšni so časi in takšna je bila priložnost. Iz Strasbourga sem bil z vami Matijas Stepišnik. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.